Za uvod bi najprej nekoliko povzel kratko zgodovino industrije skladov v Sloveniji. Lahko bi rekli, da se nahajamo sredi tretje revolucije. Za prvo revolucijo pa bi lahko označili ustanovitev prvega slovenskega sklada KD Galileo oziroma Generale Galileo pred skoraj 30 leti. Spremembo zakonodaje pred okoli 17 leti, ki je omogočila širšo naložbeno alokacijo sredstev, lahko štejemo za drugo revolucijo. Tretja revolucija pa se je začela po koncu zadnje finančne krize in traja še danes, torej s konsolidacijo trga, izločitvijo najmanj učinkovitih ponudnikov in vstopom na trg bolj učinkovitih strategij in rešitev. Vlagateljem v svetu so že sedaj na voljo skladi, pri katerih lahko investirajo praktično brez omembe vrednega stroška, in ravno pri slednjem velja izpostaviti ETF sklade. V letu 2020 je bilo po podatkih spletnega mesta statista.com v svetu aktivnih že 7602 ETF sklada. Na trgih pa so prisotni šele od zgodnjih 90 let prejšnjega stoletja. Torej gre za enega, trenutno pač v tem času, gre za enega najpomembnejših naložbenih razredov, zato njihove vloge v portfeljih vsekakor ne gre zanemariti. Preden gremo v globino, je najprej smiselno razložiti, kaj so sploh ETF skladi. V prevodu ETF pomeni kotirajoči sklad. Praviloma gre za indeksne investicijske sklade, ki so nastali v ZDA in katerih premoženje je naloženo v košarico vrednostnih papirjev družb določenega indeksa. To je to v bistvu, če gremo na simple. ETF-ji so sestavljeni podobno kot vzajemni skladi, torej izdajatelji kupijo delnice in obveznice v skladu z naložbeno strategijo, ki so si jo zastavili. Če, na primer, ETF zasleduje indeks SBI Top, potem izdajatelj sklada preko institucionalnega investitorja kupi delnice v takih deležih, da skoraj popolno zasleduje gibanje izbranega indeksa. Pomembna razlika v primerjavi z vzajemnim skladom je ta, da lahko ETF sklad kupite ali prodate kadarkoli tekom trgovalnega dne po znani vrednosti, enote vzajemnega sklada pa se vedno kupuje ali prodaja ob koncu trgovalnega dne z zamikom. Torej po neznani vrednosti in s tem tudi seveda se izpostavite določenemu tveganju, da bo vrednost vzajemnega sklada oziroma enote vzajemnega sklada ob prodaji ali nakupu višja oziroma nižja. Zraven si pa lahko tudi pogledate nekaj ključnih podatkov, ki so seveda pač pripravljeni za to oziroma za prikaz slike, kaj trenutno predstavljajo ti skladi v svetu. Če gremo tudi na kratko zgodovino, ETF skladov oziroma če gremo na kratko opisati. Prvi, ki je bil ponujen širši množici oziroma ki je dobil dovoljenje za trženje, je SPDR S&P 500 ETF Trust. Dovoljenje je dobil leta 1993 in je bil izdan s tikerjem SPY. Danes je ta sklad največji in najbolj prodajani oziroma najbolj trgovani ETF sklad na svetu. Temu so sledili tudi drugi ponudniki, saj se je strategija sledenja indeksom izkazala za dobro tako za upravljavce kot tudi za vlagatelje zaradi same učinkovitosti, nizkih stroškov in boljše preglednosti. Seveda, tovrstno strategijo so poznali tudi že prej, vendar v obliki standardnih oziroma klasičnih vzajemnih skladov. Kot kotirajoči sklad pa je prvi dovoljenje dobil ravno ta pred 28 leti. Sledili so v bistvu tudi Dow Diamonds leta 1098, potem Nasdaq s svojimi Cubes leta 1999, torej na vrhuncu dotcom v bistvu oziroma tehnološkega balona. V letih, ki so sledila, pa je bilo na trgu najti vedno več in tudi vedno bolj inovativne rešitve. Leta 2002 je bil najprej predstavljen tudi obvezniški ETF, prvi zlati ETF pa smo dobili leta 2004. Kot zanimivost je na vrhuncu zadnje finančne krize, torej šele marca 2008,
pa je bil predstavljen prvi aktivno upravljani kotirajoči sklad. Višina sredstev v upravljanju, torej pač skupna višina sredstev v upravljanju je od leta 1993 do leta 2011 dosegla 1000 milijard ameriških dolarjev, torej v 18 letih iz nič do seveda 1000 milijard. V letih po finančni krizi pa je industrija doživela tako rekoč razcvet. Saj so stroškovno učinkovite rešitve postale boljše oziroma je zavedanje vlagateljev postalo v tem primeru boljše. Nenazadnje, če imate na izbiro dva enaka sklada z različno višino stroškov, je odločitev glede tega, katerega boste izbrali, zelo enostavna. Torej, če vam en sklad ponudi 0,5% upravljavske provizije, zaračuna drugi sklad zaračuna 2%, je logična izbira. Tako višina sredstev v upravljanju kot tudi število novoustanovljenih skladov pa sta ameriške industrije v zadnjem desetletju beležile eksponentno rast, kar pa ni niti presenetljivo, saj so tovrstni skladi postali veliko bolj dostopni, za njih dejansko potrebujete otvoriti samo ali trgovalne platforme ali pa v bistvu v določenih primerih pokličete brokerja, so tudi stroškovno bolj učinkoviti in predstavljajo tudi dobro izbiro za vlagatelja, ki želi slediti posameznemu borznemu indeksu. Zraven v bistvu seveda tudi lahko pogledate med zanimivostmi, kako se je gibalo število ETF skladov po posameznih letih, torej ob določenih mejnikih. Zakaj pa so v bistvu torej ti skladi tudi tako stroškovno učinkoviti? Zaradi samega načina delovanja, pri katerem že institucionalni vlagatelji vnaprej kupijo večjo količino izdanih enot, vlagatelji pa te le preprodajajo. Tako ne nastanejo stroški z neprestanim kupovanjem in prodajanjem posameznih vrednostnih papirjev, le stroški občasne prilagoditve strukture, da se še naprej zasleduje posamezen borzni indeks. Sedaj pa bi bilo smiselno tudi izpostaviti še prednosti, ki jih ima posamezen vlagatelj pri ETF skladih. Torej, pač kot že prej omenjeno, nizki stroški, tukaj govorimo predvsem stroški samega obrata naložb in tudi upravljavski stroški, saj vstopne ali izstopne stroške imate v bistvu tudi tukaj v nedoločeni obliki, nenazadnje v bistvu z nakupom vrednostnega papirja, s prodajo vrednostnega papirja in seveda tudi pač davki, ki so seveda prisotni v vsaki naložbi. Še določena prednost je tudi likvidnost. Nenazadnje v bistvu, če se trguje s temi na razvitem trgu z ETF-i, je likvidnost praktično vedno zagotovljena. Še ena dobra prednost je visoka stopnja razpršitve, saj lahko že z manjšimi vložki dobite delež oziroma ne delež, ampak tako rekoč svoje sredstva razpršite med vse vrednostne papirje, ki jih posamezen sklad zajema. Torej, če se recimo nekdo za 1000 evrov odloči vstop v določen ETF, ki ima v lasti recimo 100 različnih delnic oziroma razpršen med 100 različnih delnic, se tudi ta vložek tako rekoč razprši med te vrednostne papirje. Še ena prednost je uspešno sledenje posameznemu indeksu. Nazadnje v bistvu raziskave kažejo, da aktivne strategije v veliko primerih zaostanejo za posameznim indeksom, ETF-i pa seveda to delo opravljajo precej bolje. Seveda ni to popolno oziroma v določenih primerih lahko tudi to odstopa, vendar je sledenje dovolj dobro do te mere, da je priporočljivo. In seveda še določena prednost je enostaven postopek nakupa in prodaje znotraj trgovalnega dne. Saj lahko to storite v bistvu že določeni preko telefona, s parimi kliki in je zadeva urejena. Kaj pa slabosti? Ena od slabosti je tudi to, kar sem se že prej malenkost dotaknil. Posamezen ETF ne bo nikoli v celoti posnemal strukture indeksa. Lahko jo posnema v 99%, 95%, lahko tudi manj, vendar 100% posnemanja v bistvu razen v redkih primerih ne boste imeli. Vendar v bistvu razlike so ponavadi tako nizke, da tudi to ni v bistvu težava. Slabost je tudi, da nimate lastniške pravice, kot bi to imeli pri lastništvu delnic. Torej, kot že prej omenjeno, recimo razpršite 1000 evrov med
določeno število delnic. V prvem primeru, če kupite dejansko delnice, imate tudi lastniško pravico, torej imate tudi neke vrste določene pravice, ki jih imajo lastniki. V primeru nakupa ETF sklada pa tega nimate, saj ste lastnik enot sklada, ki je potem dalje tudi lastnik teh delnic. Seveda tudi ena od slabosti je, da so možna visoka nihanja znotraj posameznega trgovalnega dne. Se določeni vlagatelji niso naklonjeni temu spremljanju oziroma niso naklonjeni nihanjem, ker v bistvu, če gledate iz enega dneva v drugega, je lahko sprememba recimo na trgu 1-odstotna, znotraj trgovalnega dne pa se lahko tudi v določenih primerih premikajo za več odstotkov, kar psihično ni najbolj za vlagatelje, ki si tega ne želijo. Seveda najbolj enostaven nasvet je tukaj, vsak dan se ne spremlja, vendar je to stvar posameznika. Še ena slabost pa v bistvu, da pri nakupu ETF sklada nimate davčnega ščita. Tukaj govorimo predvsem o slovenski posebnosti, ki jo imajo določeni vzajemni skladi oziroma vzajemni skladi z ustanovitvijo krovnega sklada, kjer se lahko znotraj posameznih podskladov premikate brez davka, tukaj pa oziroma brez nastanka davčnega dogodka. V primeru nakupa ali prodaje enot ETF sklada pa je tako kot pri delnicah, nastane davčni dogodek. Nahajamo se v obdobju, ko bo vedno več ljudi posegalo po naložbah, ki niso depoziti. In gre za čisto naraven proces, ki je posledica dogajanja na bančnem trgu in kaže na to, da smo ljudje dejansko racionalna bitja. Tako kot so tudi racionalne korekcije na borzi. Te namreč kažejo na to, da je trg zdrav in uravnava nastala nesorazmerja. Enako je tudi v širšem segmentu finančnega sveta. Situacija, ki smo ji priča danes, neravnovesje ureja tako, da bo poskrbela za drugačno razporeditev prihrankov. Če smo prej prisegali le na bančne vezave in o racionalnosti tega fenomena tokrat ne bomo razpravljali, bomo sedaj priča bolj racionalni razporeditvi sredstev z namenom prejemanja donosnosti, kot smo jih bili vajeni pred časom na seveda bančnih vezavah. Vsak začetek investiranja je seveda vreden pohvale, obenem pa mora biti ta previden in premišljen. Številni vlagatelji se bodo odločili za individualno kupovanje delnic, vendar tovrsten pristop zahteva več denarja, večjo angažiranost, več znanja in seveda tudi veliko časa in pozornosti. Če lahko poskrbite za vse te dejavnike, potem je seveda za vas ta pristop morda tudi najbolj primeren. Vendar velika večina vlagateljev bo sredstva investirala v klasične vzajemne sklade ter v ETF skladi. Kot smo že prej omenili, so sestavljeni podobno kot vzajemni skladi in ali sledijo kakšnemu indeksu, ali sektorju, ali v bistvu državi, kakorkoli, kar se odločite, to v bistvu z ETF skladom lahko posnemate. Ker pa je z ETF skladom možno trgovati tekom dne, jih je mogoče tudi prodajati na kratko in tako služiti tudi, ko pride do padca določenega indeksa, regije ali sektorja. Seveda je to pomeni v bistvu tudi, da se s tem zviša tveganje in tudi v bistvu skladno s tem lahko tudi pri mnogih ETF-ih najdemo tudi določene opcije, ki investitorjem omogočajo, da z majhnim vložkom kontrolirajo višje zneske. Torej tako rekoč gre za vzvode, posledično pa seveda se tveganje še zviša. Prodaja na kratko in izvedeni finančni inštrumenti pri vzajemnih skladih ne obstajajo. Opisane posebnosti jih naredijo pač ETF sklade posebno primerne za kratkoročne načine investiranja in špekuliranja, medtem ko dolgoročnih investitorjih to ne pride do izraza. Odgovor na vprašanje, kaj je boljša izbira, pa je vedno odvisen od posameznika. Številni vlagatelji bodo rekli, da so zaradi nizkih stroškov ETF skladi absolutni zmagovalci, ne zavedajo pa se, da se lahko stroški seštevajo s številom transakcij. Torej, če ste vi v bistvu aktivni vlagatelj in radi večkrat prilagajate samo strukturo, kupujete in prodajate vrednostne papirje, se lahko ti stroški akumulirajo do te stopnje, da ETF skladi ne bodo več tako ugodni. Vendar, če ste pa pasivni vlagatelj in ne nameravate spreminjati svojega portfelja, je za vas v bistvu ETF sklad
še najbolj primerna izbira za samo jedro portfelja. Torej, v bistvu pri portfeljih, kot poznamo kakšno jedro, ki ga sestavlja ali nek globalni v bistvu sklad razpršitev ali v bistvu naložba, ki si jo vi predstavljate za tisto ključno. Potem pa seveda temu jedru dodajemo satelite, ki so pa razni manjši, ozko usmerjeni skladi in s tem poskrbimo za razpršitev, ki si jo mi želimo. Če gremo tudi naprej, velja tudi izpostaviti sama tveganja, ki jih vlagatelji pri nakupu ETF sklada sprejmejo. Nenazadnje ne obstajajo samo prednosti ali slabosti, ali pa v bistvu tudi to. Moramo paziti tudi vedno na vse dejavnike, ki lahko vplivajo na naš končni rezultat. Tveganja so pri ETF skladih zelo podobna tem, kot jih poznamo pri klasičnih vzajemnih skladih in tudi pri preostalih vrednostnih papirjih. Torej poznamo tržno, poslovno, valutno tveganje, lahko pride do kakšnih izrednih dogodkov in tudi kot posebnost pri samih ETF skladih je tudi razlika v ceni. Tržno tveganje je zelo enostavno v bistvu razložljivo. Tržna vrednost vrednostnih papirjev niha, nekaterih bolj, nekaterih manj. Zagotovil, da bomo dosegli pričakovani donos, največkrat ni, paziti pa je treba tudi na samo likvidnost. Saj ni tudi nikoli zagotovila, da bomo papir lahko prodali, vsaj ne po ceni, ki smo si jo mi zamislili. Večino težav v zvezi s tem, da zagotovljenega donosa največkrat ni, lahko odpravimo že s tem, da to razumemo in upoštevamo pred samim nakupom. Enostavno, torej, če kupite vrednostni papir, delnico ali ETF sklad, se morate zavedati, da cena tega niha in ni enaka ob prodaji, razen če seveda ob enaki ceni tudi prodate. Še eno tveganje, ki smo ga opisali, je poslovno tveganje. Tukaj v bistvu lahko govorimo predvsem o kakšnih spremenjenih pogojih poslovanja, prihodu novih konkurentov, napake v vodenju posameznega podjetja, spremembe splošnih gospodarskih razmer. Nenazadnje v bistvu tudi zadnja korona kriza, ki smo ji bili priča, je močno vplivala na dogajanje v gospodarstvu in s tem tudi na samo poslovanje družb, kar se seveda tudi pozna na celotnem pač v bistvu naboru vrednostnih papirjev. Še eno pomembno tveganje pa je tudi valutno tveganje. Kupovanje vrednostnih papirjev nominiranih v tujih valutah prinese poleg vsega ostalega še tveganje spremembe tečaja valute. Večina ETF skladov se nahaja na ameriškem trgu oziroma je vezanih na ameriški trg in tudi v bistvu denominiranih v ameriških dolarjih. Zato je pri vlagateljih vedno treba gledati tudi na razmerje evro-dolar in če se to kako se to spreminja oziroma kakšni so obeti. Ker recimo, če ustvarite z vrednostnim papirjem oziroma ETF skladom 10%, na drugi strani vam pa razlika med evro-dolar požre ta donos, niste naredili čisto nič, razen tega, da ste se izpostavili tveganju za ničelni donos. Torej, tudi to tveganje vedno treba upoštevati pred nakupom. Potem pa seveda poznamo, kot sem rekel, tudi izredni dogodki. Sem bi lahko šteli tudi ravno tisto tveganje, ki sem ga opisal že prej, torej korona krizo, ker gre za dogodek, ki ga ne moremo pričakovati in močno vpliva na celotno strukturo. Se to lahko zgodi, na tem rečemo lahko tudi Black Swan dogodki, tako rekoč, oziroma jih imenujejo dogodki črnega laboda. Gre za dogodke, ki vplivajo na trg, imajo v bistvu so dokaj lahko predvidljivi, ko gledamo za nazaj, za naprej seveda pač ne, in pomembno vplivajo na svet. Ena v bistvu od posebnosti ETF skladov pa je tveganje razlike v ceni. Ker se z njimi trguje na borzi, lahko cena enote znotraj posameznega trgovalnega dne odstopa od vrednosti enote, kot bi jo sklad imel glede na naložbe, ki jih ima v portfelju. Razlike so minimalne in se skozi čas izravnajo, se je pa dobro zavedati, da lahko v trenutku nakupa ETF kupite ali z diskontom ali pa s premijo. Vloga v naložbenem portfelju ETF skladov, kot sem dejal že prej, je
pasivne narave, torej v bistvu primerni so za jedro portfelja pasivnih vlagateljev, torej ko to kupite, držite tudi še leta. ETF skladi so vsekakor dober tip naložbe, ima veliko koristi, vendar nikakor pri nobeni naložbi ne gre zanemariti tveganja. Portfelj razpršite predvsem glede na ročnost, cilje in vašo naklonjenost tveganju, saj lahko ravno slednja pomembno vpliva na to, ali boste kot investitor uspeli ali ne. Hvala za pozornost.